V današnji 73. sceni imamo v studiu mladega športnika, gosta, ki bo kaj več kar sam povedal, kdo, od kje, iz kje prihajaš in tako naprej. Kar izvoli. No, jaz sem Gašper Kemperle, prihajam iz Česenice, smučam, alpsko smučanje, s tem se tudi ukvarjam od 7. leta. Mi je zelo priljubljen šport. To je to. To se pravi, smučar, v kateri razred hodiš, od kje prihajaš? Hodim v 6. C razred, prihajam pa pač iz Železnikov. Ali je to smučanje, to je edini šport, s katerim se ukvarjaš? Ali se ukvarjaš tudi kakšnemu drugemu, sicer manj intenzivno, ampak... Trenutno se ukvarjam z alpskim smučanjem, drugače v mlajših letih sem se pa ukvarjal tudi z več različnimi športi. Skratka, najbolj te veseli smučanje in prav je to. Koliko ti pa kaj vzame časa? Treningi, tekme in ostalo, kar spada zraven? Časa mi drugače dosti vzame, treninge imamo vsak dan. Vsakodnevno? Ja. Suhi ali treningi na snegu? Če ni treninga na snegu, imamo pač suhi trening, drugače pozimi imamo večinoma na snegu vsak dan. Katero ti je pa bolj, sicer neumno vprašanje, katero ti je pa bolj všeč, na suhem ali na snegu? Oba sta mi všeč. Oba sta ti všeč, skratka rad treniraš. Kje vse si letos v tej smučarski sezoni treniral na snegu? Letos v tisti sezoni sem smučal večinoma po vsej Sloveniji. Aha, tudi Pohorje? Ja, Tudi Kranjska? tudi. Na začetku sezone, že pred sezono, smo pa v Avstriji smučali. Aha, ste pa smučali na kakšnemu ledeniku? Ja. Mogoče od teh smučišč kakšno, ki ti je še bolj pri srcu? Najbolj pri srcu mi je Sorška planina. Sorška planina? No, zanimivo. Fajn, in tudi najbližja, najbolj domača. Pa tudi, koliko smo imeli priložnost videti letošnjih pomembnejših dosežkov, se je zgodil prav na Soriški planini. Pa bomo kar preskočili zdajle, pa nam čisto na kratko, Gašper pove, zakaj gre. Pač državno prvenstvo je bil. Državno prvenstvo v kom, v kakšni disciplini, za koga in tako naprej? V veleslalomu. V veleslalomu, ja? Ja. Tretji sem bil. To se pravi, tudi kolajno si dobil? Ja. In koliko približno jih je še s tabo, recimo? Z mano jih je tekmovalo okoli 60-70. Jih je bilo najboljših izbrancev iz cele Slovenije, kaj ne? Ja. To se pravi, mlajši gre za kategorijo 2001, ali kako že, Ja. 2001 ali mlajši. Ja, čestitke. Enega smo tudi danes povabili, ampak ga pač ni, bi mogoče povedal še o njegovih vtisih. Omenila sva midva treninge na snegu. Katero zvrst pravzaprav treniraš? Treniram slalom, veleslalom. Aha, obe. In slalom in veleslalom. Vidim, da ti je verjetno ti je bolj pri srcu veleslalom. Koliko parov smuči pa kaj imaš? Za ta drugi let imam samo eno par veleslalom, Ja? pa en par slalom. Aha, po en par za katero disciplino. znamko voziš? Za Tamil.
Fischer ali je... Ja, Elan. Elan. Aha, Elan. Ja. Priprava smuči, v katerih rokah je? Mojega trenerja. Anžeta Žitnika. Aha, tvojega trenerja, on ti pripravlja tudi smuči, nabrusi, namaže in tako naprej. Kaj spada k temu pripravi, recimo, smuči? Koliko ti je poznano? Maže? Maže, mašinca za robnike. Aha. Poj. Robniki morajo biti od vrha do repov nabrušeni. Ko nož, ne? Ja. Ja? Poj so kakšni taki podobni glavnikom, da je maže lahko dol podrgneš. Zgladiš, ja? Ja. To je pa to. Pa misliš, da je dobro pripravljena smučka nujna za dober rezultat? Ne. Ni nujno. Kaj pa še potrebno? Poleg seveda tega znanja in kondicije, ki dobiš s treningi. Kaj še misliš, da je za takole vrstitev na državnem prvenstvu še pomembno? Pomemben je, da imaš ta pravo tehniko, da znaš dobro speljati progo. A se mogoče spominjaš, koliko si zaostal za zmagovalcem? Zaostal sem 70 stotink. 70 od, recimo, ne vem, 1 minute 50 sekund, recimo. Kar ni veliko, a ne? Ja. Skratka, sama tehnika je pomembna. Kaj je še pomembno, recimo? Da greš, na primer, blizu kola. Da če greš... No, to recimo, da je pač, da je, če si čim hitreje pravilno v cilju. Kaj pa psihična, recimo, koliko pa tebe trima kaj spremlja na takih tekmovanjih? Drugač, sam ta prvo let me je malo, sam drugač sem se navadil kar. Aha, koliko let pa že tekmuješ potem? Je moja druga sezona je tole. To je tvoja druga sezona tekmovanja. Ja, koliko je takih, ki bi želeli biti med prve 3 Kaj pa drugače, v tej sezoni je še kakšen tak viden uspeh? Je. Drugače v regiji sem se uvrščal med 3, bolj kot ne. Med 3, ja. Pol... Regija pa pomeni to, kaj? Gorenjska, Štajerska, Primorska? Ja. Aha, ti spadaš v katero regijo? Gorenjska. Gorenjska, kdo je tudi Ljubljana? Tle ni, ampak je gor Bledra, Jesenice in to. Ja. Kranj, a ne? Kjer klub so pa vam? Za kater klub pa zapravo ti voziš, no? Za smučarski klub Domel. Domel. Kjer klub je pa tudi, recimo, ti konkurenčen, ali pa je v redu, dober? Dober je, na primer, tam Triglav. Triglav, Kranj, ja? Ja. Ja, tisti je še kakšen Kranjska Gora, Radolca, Loka. Drugač pa ni nobenega. Tam iz Loke je eden. Ja, Škofja Loka je bila strah in trepet, ne? Samo tle. Ja, fajn. Zapravo nekaj smo zdaj povedali o treningih in tekmovanju. Nismo se dotaknili še ostale opreme. Poleg smuči, kaj še spada zraven? Dres, pancer. Dres, to se pravi dres in vse to je v lasti režiji, to moraš sam kupiti, ne? Pa panceri, čevlje, kakšni so pa ti smučarski čevlji? A so ti in ali te kaj motijo, te tišijo, te kaj? Ne, se itak drugač. Pri smučarjih ne bi bilo, da moraš imeti 2 številke manj pancer, kot čevelj. Moraš imeti. Kot čevelj. Ja. Palice, to se pravi, dres si rekel, čelada, očala, kaj je tle kakšna posebnost? Nič. Samo pri očalih imaš šipce, imaš zamenjati, na primer, če je kakšen grdo reme, daš pač ono šipce, kaj za grdo reme, za meglo, daš. Aha, to se pravi, tle spreminjaš barve oziroma stek, ta zaščitna stekla. To lahko imaš, taka očala, da lahko sam to narediš, ne, oziroma trener. Kaj pa recimo še spada zraven, jaz, kakor gledam včasih treningi, so tudi v mrazu, snegu, vetru in tako naprej, kako pa se kaj? V tej sezoni je bil najhladnejši trening tam okoli -18 stopinj. -18 stopinj.
Ja. Takrat ti poje jezik že primrzno zraven palca, jel? In kako se spopadaš s temi vremenskimi nevšečnostmi? Ja. Kaj pa recimo paci, recimo, si doživel kakšen tak? Ja, enkrat na prog me je zapel okol in me je razmontiral. Kakšna pa so kaj te proge? Verjetno niso taki, kaj gledamo po televiziji, vse speglano in tako naprej. Je vse sorte, kako so? Ja, luknje so ful globoke. So luknje, ne? In je pomembna številka? Številka na tekem je ful pomembna, sploh kadar je sonce, kaj tak je pa več lukenj. Aha, ja seveda, kad pa potlej popusti, se predere in je tam. Se pravi, moraš obvladati tehnika na lepem in na luknjastem terenu so drugačne v bistvu, ne? Se moraš prvo navaditi lukenj, potem pa da prideš na ono. Drugo leto, to se pravi, s to sezono ste zdaj zaključili, ne? Kar se tiče tekmovanj. Kdaj se pa začnejo treningi za naslednjo 13-14? Še ta teden pa bomo pa spet začeli vsak dan treninga. Že začnete za treningi? Jep. Za naslednjo sezono? No, pridni. Pridni, ambicije so veliko. Koliko vas pa je približno v klubu? 10 tam neko? Ta starejših je 3, pa so en dan je 2-letnik, pa so pa še 3 tam mlajši, 2-3. Ja, ogromno časa ti pač vzame tale tvoj tekmovanje, rekel že na polprofesionalno. Nekaj časa ti pa mora tudi ostati za šolo. Kaj pa o šoli, kako si, kakšen učenec? Ja, drugače, ocene imam dobre. Ja. Računam, da bom konec leta tam prav dober, odličen. Rad hodiš v šolo? Ja. Se itak... Predmet se moraš, ja. Kaj pa predmeti od 1 do 5, recimo? Matematika je 5. Ne, kaj pa recimo med tistimi najpriljubnejšimi v obratni smeri? Imaš kakšne take, ki jih pač, recimo, ki ti niso pri meni, ja, v glavnem matematika, angleščina, kje ti največ težave pravzaprav? Prislov. Slovenščina, to ti pa pomaga potem z temi, to je ogromno, to je gora nekih snovi, ki jih moraš prepisati in zvihtati in tako naprej. Ja, drugače ponavadi mi sošolka Ninaš mi da prinese. Pomagajo sošolke, ti kaj napiše kakšno snov in tako naprej, ti malo pove, ker to ni tako, niso to jezi. Zdaj, kaj pa o hobijih niso nič povedala, imaš kakšne hobije? A greš daj sam tako smučati, recimo, se ne ostane noben dan, ampak greš daj tako sam, da recimo si prvoščiš? Kolesarem veliko. Kaj? Kolesarem pa... Kolo? Kakšno kolo pa imaš to? Mislim, cestno kakšno ali... Tak, cestno bolj. Poni Express, ne? Cestno. Cestno. In s temi kolesi seveda imate tudi del suhih treningov. In kam greste recimo tako najdlje, kakšno tako? Ja, drugače najdlje smo šli v Italijo. S kolesi? Ja. Iz Kranjske Gore smo štartali. Ja, pa ste šli, V Italijo pa na eno skakalnico. Ja. No, poglej. Fajn. In kakšni so še drugi taki hobiji? Za računalnik ti ostane malo, če narediš še nalogo, pa to pa moraš pa tudi malo spati pa jesti. Kaj pa je recimo tvoja in hrana recimo? Ja. Nekaj so sendviči, nekaj pa tako, po naročilu. Kaj bi naročil recimo, če bi lahko? Naprimer za zajtrk bi Eurokrem. Aha, za zajtrk imaš to. Kaj pa bolj take večji obroki kosila večerje? Za kosil imam kakšen pomfri pa dunaj zrezk. Aha. Samo ne vsak dan. Kaj bi pa ti, a to je kar tvoja najpriljubnejša, aha? Ja, ali pa pica. Fajn, kaj pa pijače od pijače, kaj imaš ne? Pijača, kakšen ledeni čaj. Ja, Gašper, v glavnem, seveda se moraš velikokrat prilagoditi. Gledaj, ni tako, kot bi ti želel, ker vemo, kaj vse sorte, včasih tudi kakšen trening odpade. Kdaj misliš, da boš ti prvič zdajle v letošnjem letu stopil na smučke? Na sneg?
Letos bo malo prej kot lansko leto, ke grem k pionirju, ke pol bom starejši, mlajši pionir. In letos računam, da bomo tam okoli oktobra začeli, začetku oktobra. Ja, v začetku oktobra že na snegu. Veselo v novo sezono. Na vsak način jaz ti želim vsaj tako uspešne sezone kot letos. A si še v isti kategoriji, a si zdaj že pri starejših boš začel, ne? Od 1. maja bom Boš pri pionirjih. pionirjih. Aha. In to so mlajši, a kako mlajši pionirji? Ja. In to bojo trajali, koliko časa boš v tej kategoriji? 2 leti? Če je drugi let grem, to se pravi Ja, 2 leti. 3 leta. Prvoletnik je pa pol mladenec. Aha, to je pa pol ena kategorija, pionirji. Aha. A tako, no, pa imaš pa pač prvo leto mogoče malo manj, potem so pa seveda že večje. Skratka, kakšnih poškodb ni bilo še? Letos ne. Sezona, ki je za tabo, je bila uspešna, lahko si zadovoljen. Skratka, a smo kaj pozabili, kakšno reč povedati, vprašati? Če ne, jaz ti želim seveda uspešno v šoli in tudi v smučariji. Hvala, ker si se udeležil. Povabili smo 4, pardon, povabil sem 5. Ena je sicer upravičena odsotna, ki je v Italiji na enem zaključku smučarskem, a ne? Medtem ko ostali 3 pa pač tebi nič, meni nič niso prišli. Tako.